V okolici osnovnih šol v teh dneh že poostren nadzor prometa. Vodc začel z obnovitvenimi deli na Muzejskem trgu. 10 let Petrovih tamburašev. Marjan Fabjan izpolnil obljubo in včeraj prispel na Brezje. Lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. V celjskih šolah se pospešeno pripravljajo na začetek novega šolskega leta. Poleg obnove talnih označb in namestitve opozorilne signalizacije se v okolici šolskih stavb že v teh dneh vrši poostren nadzor. S 1. septembrom bodo v prometno varovanje učencev in dijakov vključeni tudi prostovoljci. Aktivnosti vseh tistih, ki skrbijo za prometno varnost, ne stečejo s 1. septembrom oziroma nekaj dni prej, ampak se izvajajo od zaključka minulega šolskega leta. To med drugim vključuje pregled cest in signalizacije ter obveščanje o pomanjkljivosti vzdrževalcem in upravljavcem cest. Vsako leto se sestanemo z vsemi šolami, pregledamo varne poti. Individualno, če je kakšen problem, ga seveda rešujemo skupaj z lokalno skupnostjo, z občino, šolami, ostalimi subjekti. Vsako leto se določene zadeve spreminjajo seveda na boljše. Največji poudarek je pa, če se spremeni ena posamezna prometna okoliščina. Če imamo neko novo infrastrukturo, če je v gradnji ali pa če ugotovimo, da je nekje slabo stanje, da je potrebna kakšna sprememba. Ta teden se je v bližini šol že začel poostren nadzor. Kako pa bo vse skupaj videti 1. septembra? Fizično varovanje bo na vseh teh kritičnih točkah okoli osnovnih šol in pa tudi v okolici 2 srednjih šol. To varovanje bo 1. in 2. septembra in še cel naslednji teden pouka. Varovanje bo organizirano v času prihoda otrok in dijakov v šolo in v času njihovega odhoda domov. V okviru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo vsak dan v varovanje vključenih okoli 20 ljudi. To so prostovoljci, ki prihajajo iz 5 celjskih društev upokojencev. Drugače pa nam stalno pomagajo tudi člani avtomoto društva Slavko Šlander in pa člani Zveze šoferjev in avtomehanikov. Seveda pa je vedno prisotna tudi celjska policija. Fiksno bo tokrat na 2 mestih, drugače pa bodo oni seveda se gibali na različnih lokacijah. Seveda bodo aktivni tudi mestni redarji. V okolici šol bodo tudi seveda poostreni nadzori hitrosti, radarji bodo na nekaterih mestih stalni, na drugih bodo gibljivi, tako da bi želeli, da so vsi udeleženci v prometu posebej previdni, ker bo veliko otrok na cestah in bo potrebno biti pazljiv. Bi poudaril tudi, da sta zadnji 2 leti, kar se prometne varnosti v Sloveniji tiče, slabši. Lani mrtva deklica, kolesarka 7 let, letos imamo mrtvega kolesarja 15 let. Beležimo več primerov, ko otrok nekako, seveda dovolj je sekunda, ne. Starš pogleda stran, otrok steče na vozišče. Beležimo veliko tovrstnih prometnih nesreč, tudi že letos, tudi prejšnja leta, tako da tu bi res apelirali. Naj bodo seveda od te prometne vzgoje od prvih let otroka, vzora staršev in ostalih udeležencev. Apeliramo na starše in vse ostale udeležence, da pazijo na otroke. Dajmo prispevati k temu, da bomo mi vsaj na svojem področju naredili vse, kar je mogoče, da omogočimo varen začetek šole in pa seveda celo šolsko leto. Policisti bodo v naslednjih mesecih opravili tudi zajeten sklop svetovalnih aktivnosti. Poudarek bo sama udeležba na roditeljskih sestankih, kjer svetujemo staršem, otrokom, pa seveda pozneje tudi starejšim učencem. Udeležba na kolesarskih izpitih. Največji poudarek je pa nekako sami varni hoje udeležbe otrok, seveda v spremstvu staršev ali pa otrok na 10 let, če dovolijo starši. Upoštevanje pravil hoje, pesov, prečkanja, vozišča, nekako tudi preverjanje tehnične brezhibnosti koles. Starejših vozijo že s kolesi potem.
pa sam prevoz otrok, ne. Tu posebej apeliramo in pri prevozu skupin otrok in pri individualnem prevozu otrok, da upoštevajo vse cestno-prometne predpise, seveda pa same otroške varnostne sedeže, uporabo varnostnih pasov in tako naprej. Podjetje Voc je včeraj začelo z obnovo celjskega muzejskega trga. Izbrani izvajalec bo na tem območju na približno 350 metrov dolgem odseku zamenjal stare tlakovce, ki jih je močno načel zob časa. V času gradnje bo na trgu zapora, ki bo veljala za ves promet z izjemo intervencijskih vozil. Izvajalec del se zaveda, da bodo obnovitvena dela moteča za tamkajšnje stanovalce, zato jim bodo med gradnjo ponudili možnost, da večje tovore z avtomobili prepeljejo na parkirišče, ki bo urejeno posebej za ta namen. Pogodbena vrednost del znaša slab milijon evrov, dela pa morajo biti končana v dobrih 4 mesecih. Obnova muzejskega trga ne bo financirana s pomočjo evropskega denarja. Poleg gradnje telovadnice v prvi osnovni šoli Celje je obnova muzejskega trga ena največjih letošnjih naložb Mestne občine Celje. Tamburaški orkester Petrovi tamburaši je s koncertom v rimski nekropoli obeležil 10 let delovanja. Ob jubileju sta kot gosta s Petrovimi tamburaši nastopila Nuša Derenda in Oto Pestner. Začetki tamburaškega orkestra Petrovi tamburaši segajo 10 let nazaj. Petrovi tamburaši smo nastali po naključju zaradi potreb folklorne skupine Grifon po spremljanju belokranjskih plesov iz prvotne 6-članske, nas je sedaj celoten orkester 17 članov. Podobne orkestre so že pred nastankom Petrovih tamburašev imeli v nekaterih ostalih krajih Savinjske doline. V sosednjih Grižah in Liboja so imeli orkestre, tu pa, kot smo zasledili, nismo nekega podatka konkretnega našli, da bi bil kakšen orkester. Mislim, da ne. Petrovi tamburaši so na začetku svoje poti spremljali tamkajšnjo folklorno skupino. Kasneje so svoj program razširili in začeli tudi s samostojnimi koncerti. S folklorom smo v bistvu samo na začetku, bolj bi rekel striktno sodelovali, potem smo pa zaradi želje, da bi še nekaj drugega izvajali, smo šli na popularne, malo na klasiko, malo na popevke, lani tudi na domačo s Tonetom Rusom, dalmatinske seveda, letos pa še malo z Otom in Nušo. Ob 10-letnici delovanja so Petrovi tamburaši kot prizorišče svojega jubilejnega koncerta izbrali rimsko nekropolo. 10-letnica Petrovih tamburašev, v bistvu smo jo skronali z lepim dosežkom letos na državnem srečanju. Osvojili smo prvo mesto, absolutni zmagovalci, tako da smo v bistvu to leto dobro začeli. V načrtu je kar veliko, seveda nastopanje, igranja, tujina, turneje in koncentriranja po celi Sloveniji. Na jubilejnem koncertu so se kot gostje tamburaškemu orkestru Petrovi tamburaši pridružili akademski pevski zbor Risto Savin, Oto Pestner in Nuša Derenda. Poljubi me za 1000 dolgih let. Ja, jaz sem bila prav presenečena, v bistvu pa vesela, povabila in se pravi, z vsakim orkestrom je čudovito nastopati, ne. Ponavadi, ja, taki krajši nastopi v bistvu prehitro minejo in potem si želiš v bistvu še kdaj ponoviti tak nastop, ne. Tako da, ja, imeli smo vaje kratke in jaz upam, da bo šlo vse. Vedno je tako, ne, ko se ne poznaš, ne, je vedno si mal na trnih, ne, a bo šlo vse v redu. Ampak so zelo dobri. Eno sodelovanje s tako vrsto zasedbe ni prvič, ne. Pri nas je kar nekaj takih skupin na Slovenskem, jasno tudi drugje. In vedno je dobro malo zamenjati plašč, kot se temu reče, se pravi opremo, ne, za tiste pesmi, ki jih poješ, da včasih malo drugače zazvenijo in pol tudi so spet na nek način bolj zanimive, ne. Tako da danes mi je predvsem izziv zaradi tega, ker se stvari, ki so popularne, slišijo na malo drugačen način. V prihodnosti želijo članstvo še razširiti ter nadaljevati z nastopanjem doma in v tujini.
Trener judo kluba z dežele Sankaku Marjan Fabijan je včeraj izpolnil obljubo in po 4 dneh prišel na cilj 106 km dolgega pohoda od Celja do Brezja. Fabijan je na olimpijskih igrah v Rio de Janeiro obljubil, da se bo v primeru, da njegova varovanka Ana Velenšek osvoji olimpijsko odličje, peš odpravil na Brezje. Pot Marjana Fabijana na Brezje je bila v preteklih dneh ena izmed glavnih tem na Celjskem. Fabijan se je na pot podal v nedeljo po kosilu, na Brezje pa včeraj prišel nekaj minut po 14:30 minut. Tik pred zaključkom smo ga zmotili ter pa vprašali o počutju. Tako nekje, tako kot na sredini poti. Vedno mi je lepše, ko vem, da gre proti koncu. Bojim se, da si še na koncu želel, da bi še dalje šel. Težav na sami poti je bilo kar precej, na srečo pa zdravstvenih ni bilo. Noge sem bolele, po pol mi vreme ni bil pogodo, pol mi sonce ni bilo pogodo, vse me je motilo. Samo to je moja navada, sam na koncu vedno prijem. Na 106-kilometrski progi sta ga spremljala Adam Bergant in Ciril Počivalšek-Cic iz celjskega judo kluba z dežele Sankaku. Nudila sta mu več kot potrebno podporo. Nisem si predstavljal, da bo to tako težko, sem z lahkoto to jemal. Res, prvi dan je bil zelo naporni zaradi dežja, v smislu, da potem se bo malo neslo, ampak v bistvu smo bili pa pol vedno bolj utrujeni in sploh smo imeli pol vedno bolj gostejše pauze, da smo pač, če smo si zadali prva etapa, druga etapa, da smo vse to šli skozi. Zadnjih 11 kilometrov se je pridružil tudi gvardijan samostana na Brezjah ter rektor Marijine bazilike. Ja, jaz sem z velikim veseljem, ko sem slišal, da se bo prišel zahvaliti na Brezje Mariji, sem rekel, da moram počakati, kdaj to bo in da se mu pridružim, če bo le mogoče. In bilo je mogoče, zato sem danes z veseljem ga šel pričakati in zadnji del poti romal z njim. Protokol je bil nekaj posebnega. Čudovit sprejem pred Marijino baziliko, kjer je Marjana Fabijana pričakalo 30 judoistk in judoistov, ki so v teh dneh na pripravah na lopati iz Nizozemske. Obenem tudi domači tekmovalci in prijatelji izjemno priljubljenega Fabija. Sledil je še kratek obred v cerkvi, zatem pa veselo proti domu. Moram reči, da je bilo naporno in lepo, poučno. Zadnjih 20 km, kjer me je spremljal pater Robert in veliko izkušenj novih sem pridobil. Videl sem tudi, kakšna je Slovenija, ko nikdar nisem pogledal z avtoja ven. Videl sem te lepe gozdove, to naravo in vse v glavnem sem tako šel po naravnih poteh in se s tem veliko ne naučil, kako bi rekel, veliko novega videl. Ko prej nisem tako se obračal nikdar, nisem imel časa. Zdaj sem se svoj čas, da sem malo razmislil neke stvari. Moram pa reči, da smo imeli velike bolečine v stopalih, kolenih. In zdaj na koncu je pa tudi to vse minalo in gremo lahko naprej. In kako se je vse skupaj začelo? To dobiš pač klic, da moraš iti. Gledal sem samo na televizijo, videl sem, da so še trajajo olimpijske igre. Pa sem vprašal, kako dolgo še bojo. Smo slišali, da so zadnji dan. In rekel, zadnji dan so, še nisem izpolnil te obljube, kar bom napravil. Če bom prelašal po olimpijskih igrah, potem bom rekel, da bo to spet oktobra, mogoče, da se to vlekli do novembra. Nisem več tudi psihično zdržal, da me čaka tako dolgo pot. Rekel sem, treba opraviti in ob pol dveh sem se spravil na pot. O njegovi trenerski prihodnosti se je že malce govorilo, a Fabi pravi: Priznam, da sploh nisem hotel razmišljati o tem, da sem imel preveč dobrih misli na pot, ki me je čakala, potem opazoval sem naravo, pa na svoje kolena pa stopala, o tem sem razmišljal sam. Celo pot pa, da bo čim manj kilometrov. Marjan Fabijan je torej obljubo izpolnil, zdaj odhaja na kratek, a še kako zaslužen počitek. Jutri bo pretežno jasno, predvsem v Vipavski dolini na Krasu bo še pihala šibka burja. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Soboto in nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Z vremensko napovedjo pa tudi zaključujemo današnji pregled dogajanja na Celjskem. Spremljali ste dogodke dneva, hvala lepa za pozornost, do prihodnjič pa lep pozdrav in srečno.